bo Planet Tuš postal družabno središče Maribora. Tako smo leta 2006 v Večeru naslovili članek tik pred odprtjem novega nakupovalnega središča na Studencih, ki je poleg številnih trgovin se ponašal tudi z največjo kinodvorano v Sloveniji, bowling centrom, biljardnico in diskoteko. Otvoritev centra je pospremila množica ljudi, zanimanje med trgovci pa je bilo tako veliko, da je takratni lastnik Energo Tuš širitev centra napovedal že čez 1 leto. Planet Tuš je potem dobro živel, nato pa je zanimanje zanj počasi začelo upadati, zlasti zaradi težav takratnega lastnika. Leta 2020 se je z prihodom novih lastnikov preimenoval v Ikona center. Velik udarec je bil letos, ko se je iz centra umaknil kinematograf Cineplex, ostaja pa tu supermarket Tuš. Leta 2021 je center nekoliko dvignil tudi prihod prevzemnega mesta Ikea, sicer se pa zdi, da se center nekoliko pobira. Kaj mislite vi? Se vam zdi, da je živahen, da ni živahen? Jaz mislim, da je. Tu je veliko bolj popularno, tudi sama hodim na fitness zgoraj, tako da sem kar dosti krat tu. Objekt je bil na začetku pač ful prazen, do neke točke, da pač praktično bila samo trgovina, pa kino, zdaj tako kina ni več. Tako da na eni točki se mi zdi, da gre spet mal dol, mal je sicer ta minimanija dvignala celo vzdušje gor. Pa mislim, da bi se lahko še več kaj naredilo. Ste tukaj stalni gost, obiskovalec? Tu sem večina, ja, ker tu še nakupujem. Večinoma fitness, moji starši pa še na primer hodijo v trgovino tuš tukaj. Se spomnite mogoče še, kako je bilo včasih, ko je bilo otvoritev? Ste bili takrat tu v teh prvih časih? Ne. To pa še moje otroštvo. Zgoraj vem, da je bila včasih oslarija, pa Cineplex je bil, to nekako pogrešamo. Kdaj pa opažate, da najbolj živi, je to dopoldne, popoldne? Pa mislim, da je to dopoldan. Začetek tedna je največ, ko gre pa teden v koncu, se mi zdi, da je pač... Mislim, sobote so kar precej polne. Po kakšnem opravku ste danes tukaj? Da sem pa nabavil si novi telefon za božičke. Katere mogoče trgovine, storitve pogrešate? To bi zdaj težko rekla, mogoče kako trgovino za oblačili še. Mislim, je en mali butik tule, ampak je odprt samo dopoldne, tako da mogoče nekaj takega. Pa mogoče tudi kako restauracijo. Zakaj ste se odločili, da dostavni center Ikeje umestite v Maribor in zakaj ravno v Ikona center? Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji, zato je bila vzpostavitev dostavnega centra prav tukaj. Logičen korak, s tem, da se Ikea približala kupcem in da dosegamo pač tale naš načelni cilj, da bi se Ikea razširila čim bliže, čim večjim ljudem. Zakaj pa ta lokacija? Kaj vas je prepričalo pri tem prostoru? Ja, lokacija Ikona center je kar dobra, glede na druge v industrijskih conah v Mariboru. Je dobro dostopna, kar vidna, blizu mesta. Ikea posluje dobro, odprli smo našo prevzemno mesto isti dan kot trgovino v Ljubljani in sicer že 25. februarja 2021. Od takrat dalje beležimo vsakoletno rast kupcev, zanimanje je veliko, dodajamo vsake toliko nove storitve. Naši načrti seveda so ambiciozni, tudi od začetka smo prvo odprli prevzemno mesto tukaj, kasneje, nekje 2 leti potem smo odprli, kot prej rečeno, studio za načrtovanje in naročanje. No, pred kratkim smo pa dodali še tudi montažo kuhen. Mogoče kaj pogrešate v tem centru? Ja, edina stvar, ki bi bila super, ko je bila tudi prej, je restauracija, to bi bilo super. Kako danes živi Ikona center? Jaz mislim, da ta tranzicija, v kateri je zdaj, da je pozitivna, ne? Tu bi moče izpostavil, poleg nas seveda, sosede iz Ikeje, recimo, ki so vnesli neki novi moment. Drugače pa je jasno, da to ni klasični nakupovalni center. Verjetno tudi kot takšen bi težko konkuriral ostalim, da je bilo treba najti neko novo pot, ne? In te določene vsebine so tu edinstvene, ne? Tu lahko avto kupiš, pa še kolo, pa pohištvo. Ko bodo zapolnjene vse kapacitete, ki zdaj niso, pa ko se bodo naše nove vsebine za recimo stvari, ki so izpadle, to je pač najbolj očitno kino. Verjamem, da ima svojo prihodnost. Imamo največji fitness center tukaj, imamo največjega trgovca s pohištvom na svetu tukaj.
imamo najboljšega kolesarskega trgovca, Maribor, pa imamo največjega trgovca z rabljenimi vozili v Mariboru. To so neke stvari, ki mogoče na prvi pogled človek ne vidi, ampak ravno to, ko smo malo prej govorila, s temi vsebinami v bistvu Ikona center presega neko lokalno okolje. Kaj pogrešate tukaj ali pa bi se želeli izboljšati? Že vizualno bi bilo zelo dobrodošlo, da bi bili vsi lokali zasedeni. Ne? Manjka restauracija, recimo, ki je bila dokaj pomembna, ne? Potem nekaj manjših lokalov je praznih, pa seveda verjetno najtrši oreh investicijsko, si laično predstavljam, je pač neka nadomestna vsebina za kino. Kako ste vi, vaša poslovalnica, zadovoljni? Na tej lokaciji smo zadovoljni, ob tem, da pač imamo želje, ki sem jih že prej izpostavil, kot cela prezenca centra. Kakšne so pa najemnine? Bom rekel, glede na to, da center ne dela z 100%, so najemnine nekje realne. V 8 letih, odkar smo tukaj, bom rekla, da kar nihamo z nekim zadovoljstvom. No. Zdaj center se toliko spreminja, ko bi jaz prej rekla, da gre mogoče na slabše, čeprav se v nekem trenutku vidi, da se vseeno nekaj trudijo na nek način neke dejavnosti pripeljati v center, ampak to so dejavnosti, ki mogoče nimajo toliko velikega vpliva na našo poslovanje tukaj. No. V smislu, da ne pritegnejo dovolj mimoidočih kupcev? Ja, zdaj mimoidočih ne vem, če jih je ravno. No. Zdaj, če samo pomislimo na to, da imamo Ikejo, ljudje pridejo z one strani, dvignejo kar imajo, tisti, ko grejo na fitness, se zapeljejo v zgornjo nadstropje, grejo na fitness in potem domov, ni tistih naključnih. Ne. Mogoče katere so prednosti in slabosti? Zagotovo bi... prednosti bi že mogla malo iskati. No. Zdaj prednost je to, da imamo mi eno poslovalnico že na drugi lokaciji. Ljudje nas poznajo, ki hodijo k nam, ponudbo imamo različno v obeh lokacijah. Slaba stran pa to, da mogoče bi želeli, da se v centru več nekih dogodkov odvija. Ne vem, da tudi mogoče kakšni lokali, ko so še prazni, da tudi, ne vem, zdaj so popularne te pop-up trgovine mogoče, ne, da bi se neke stvari ali v kakšen prostor umestili kako razstavo, pa da bi se nekaj dogajalo, neki dogodki, da bi mogoče malo več prišlo tega pozitivnega vzdušja. Prednosti, kar se nas tiče, je super. Mi imamo vse pod streho, se pravi, če je dež, če je sneg, če je hladno, toplo, vedno smo na suhem. Kar se tiče slabosti, mogoče še bi lahko kakšen lokal bil bolj prepoznaven, ki bi prišel na to lokacijo, sploh gostinski, ker potem bi bilo še lokacija v bistvu bolj mamljiva. Je pa kar nenavadno, ne, da je prodajalec rabljenih avtomobilov v bistvu v trgovskem centru. Ne? Mislim, da to ni ravno vsak dan. Ta ideja je se rojevala kar nekaj časa. S tem, da smo prepričali center, se pravi nekje pred 2 letoma, se je izkazalo za zelo dobro. Mi še iščemo naslednje lokacije Ljubljana, ampak žal je nemogoče dobiti lokacije, ker so vsa parkirišča oziroma vse hiše polne. Torej, kaj pripravljate v bistvu tukaj v Ikona centru, v nekdanjih prostorih biljardnice? V bistvu ideja je postaviti en taki prostor, večnamenski prostor, od kongresa do zaključenih družb, zabav, kjer bi se ljudje lahko družili moče na en sproščen način, na bolj privatnem delu, da ni tega gostilniškega vajba, torej da lahko slaviš ali svoje privatne ali poslovne dogodke. Pri vas zdaj že potekajo kakšne zabave in kakšni eventi? Ja, seveda, mi smo že v polnem decembrskem vzdušju, kar nekaj mariborskih znanih, uspešnih podjetij se je že odločilo, da bo tu slavilo decembrsko zabavo. Prav tako januar, ki je slovi za bolj miren mesec, je daleč od tega pri nas, tako da veliki se obeta kar nekaj dogodkov. Torej, kakšen je danes utrip in ponudba v Ikona centru? Utrip je dober, je bistveno boljši, kot je bil še leto dni nazaj ali pa predvsem 3 leta nazaj, ko center ni bil v zavidljivem stanju. Potem, ko smo ga prevzeli, smo se ga pač tudi, bom rekel, konkretno lotili na konceptualen način, kar nam tudi dobro uspeva, vsaj upam.
in vračamo življenje centru, tako da je ljudi je vedno več, ljudje se navajajo nazaj na center, da je spet operativen, da ima spet vsebine, kot jih je imel ali pa dodatne. Kaj pa se je zgodilo pred 3 leti? To so bile posledice korone ali kaj je bilo takrat, da je bil v bistvu takšen upad? Ja, mislim, načeloma, če gremo v bistvu še bolj nazaj, ko so se začele težave z tušem, se pravi, ko je dejansko planet tuš nekako ugašal, kot celota. Takrat smo ga prevzeli, takrat res ni bil v zavidljivem stanju, trgovine so bile, bom rekel, bolj ali manj vse prazne, brendi, ki so bili v centru, so bili ne ravno razpoznavni ali pa zaželjeni strani obiskovalcev, pa je bila pač potem tudi temu primeren obisk. Prejšnji lastnik je tudi dost slabo ali pa pač v okviru svojih zmožnosti, ki jih takrat ni imel prav veliko, je slabše vzdrževal center, kar se je potem tudi poznalo. Moja vizija, da rečem, ob prevzemu centra je bila ta, da Maribor dejansko ima kar veliko nakupovalnih centrov glede na število prebivalcev. Tudi v neposrednji bližini jih je kar nekaj. In zato sem jaz obral malo drugačno pot, se pravi, smo šli za ikono bolj v lifestyle center, kot pa nakupovalni center. Obiskovalci in tudi najemniki, s katerimi smo se pogovarjali, so zelo izrazili željo, da bi pač si želeli to restauracijo, kdaj jo lahko pričakujejo in ali že imate najemnika? Najemnika še nimamo, pogovarjamo se z eno mednarodno verigo. Za Cineplex imamo par projektov narejenih, tudi iz tujine je en, bom rekel, konkurenčni prikazovalec vsebin, ki si želi priti sem.